novinarji ter dragi gostje, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci ob odprtju prvega katoliškega portala za samske, ki deluje na spletni strani katstik.si. Danes sta z nami zastopnica tega portala, gospa Monica Magdič, ki je magistra teologije, družine in zakona, ter dolgoletna voditeljica skupine in skupin za samske, gospa Marija Maučec-Suša. Gospa Magdič bo najprej predstavila inicijativo Katstik, spletno stran v slovenščini in njeno delovanje. Gospa Maučec-Suša pa bo kasneje spregovorila o samskih katoličanih v Sloveniji, o njihovih željah, potrebah, o skupini Novo upanje, ki jo vodi. Seveda bo ob koncu še priložnost za vaše vprašanje in tudi za snemanje izjav po sami tiskovni konferenci. Torej najprej besedo dajem gospe Monici Magdič. Hvala. Lepo pozdravljeni, dobrodošli še z moje strani. Vsi, ki ste z zanimanjem prišli na predstavitev Katstika in ki vas hkrati zanima tema samskih. Veliko veselje mi je predstaviti to novost. Gre za specifično spletno stran, ki bo odslej mnogim poenostavila in olajšala povezovanje in spoznavanje novih oseb, ki so verni in ki v sebi nosijo željo po družini in zakonu. Kako sem že omenila v vabilu na novinarsko konferenco, predstavila vam bom inicijativo o tem, kdaj in kje se je začela in kje se zdaj deluje, potem prednosti, ugodnosti in posebnosti portala, na koncu pa še kdo se lahko prijavi, kaj mu stran omogoča, nekaj oceni in še besedico o varnosti in anonimnosti portala. Katstik je originalno ime, začel se v nemško govoreči državah in obstaja že 10 let. Začel se je na Dunaju, nato pa se je razširil v Nemčijo in Švico. Odslej, od lanskega leta pa se bliskovito širi še po drugih državah. Madžarska, Litva, Slovaška, Češka, Hrvaška, Latvija. Kot vidite, vse imajo v besedici kat, kar pomeni, da je katoliško. Potem pa še dodatna besedica trefen, iz besedice trefen, srečati se. V slovenščini smo dali stik, ker bi bilo narodno slišati kat sreč. Pri nas, se pravi, zakaj je portal sploh potreben, ker je današnja družba vse bolj pluralistična in se mnenja glede temeljnih življenjskih vprašanj so vse bolj različna, je vse težje najti nekoga, ki stoji za katoliškimi načeli. In kdo so uporabniki, recimo v drugih državah, to so samski katoličani, ki so morda že končali študij, si našli službo ali pa so doma, so se ustalili v določenem kraju in nimajo več priložnosti srečati nekoga novega, ki bi jim bil podoben v veri ali v vrednotah. Recimo, drugi so tisti, ki so se preselili v kakšno večje mesto in tam ne poznajo nikogar, ali pa tisti, ki delajo čez mejo, se potem pozno zvečer vrnejo domov in spet nimajo priložnosti srečati kakšnega podobno mislečega. In Katstik bo tukaj premagoval krajevne in časovne omejitve ter vsem omogočil lažje srečevanja. Najti si partnerja preko interneta ni več tako posebnega. Informacija je, da v Nemčiji vsaki 6. par, ki se poroči, se prej najde na internetu. In statistike pravijo, da 30% prostega časa preživimo na internetu, zakaj torej ne bi del časa namenili še iskanju partnerja, s katerim bi si delili svoje življenje. Zato ta portal nikakor ni zadnja priložnost, ali pa zadnje upanje, ampak samo izvrstna ponudba. Še samo glede prednosti portala, se pravi, kot sem že omenila, izbristuje razdalje in omogoča hitrejša, lažja in bolj kvalitetna izbira prijateljev oziroma partnerjev. Se pravi, to so samski, prijavili se bodo samski, oziroma v drugih državah so že prijavljeni samski z resnimi nameni, za resne zveze, z vrednotami, kot so iskrenost, prijaznost, poštenost, odgovornost, zvestoba, ki vidijo svojo prihodnost v zakonu in se tudi želijo otrok. Prednost je tudi, da tukaj introverti in ekstroverti imajo enake možnosti, tisti, ki se
bolj stremežljivi in si ne upajo pristopiti komu, imajo sedaj možnost, da lahko aktivno se članijo, priključijo in potem si poiščejo partnerja preko spleta. Zelo koristno je tudi za tiste, ki imajo znance, prijatelje, sorodnike, ki imajo ves čas na mreži, s kom se dobivajo, kam hodijo, tudi je lahko primeren kotiček za privatnost. In še seveda posebnost tega je, oziroma vseh spletnih iskanj partnera, da obstaja čudežna tipka izbriši, če te nekdo bo domače povedano teži, izbrišeš in te ne bo več motil. Sedaj pa še za vas najbolj koristne informacije, kdo so uporabniki, kdo so člani, kdo se lahko prijavijo. Imeti morajo najmanj 18 let, morajo biti polnoletni, katoličan ali oseba, ki se pripravlja na prejem katoliške vere, biti mora prepričan v nauk cerkve, še posebej na področju zakona in družine, se pravi, gre se za osnovne elemente, da je zakon med moškim in žensko, da je doživljenjska skupnost, da potem je zvestoba, da se zakon odprt za otroke. Biti mora potem kanonično zmožen sprejeti zakrament poroke, se pravi, tukaj vsi, ki so civilno poročeni, ne morejo biti naši člani. Zdaj pa vseh tistih, ki se pa bodo prijavili, kakšne bodo možnosti na spletu, kaj jim bo spletna stran ponujala. Vsakdo bo imel svoj profil, tam bo na njemu slika in vse podatke, ki bo želel deliti z drugimi člani. Imel bo napredno iskanje po kategorijah, da bo po kategorijah lahko iskal osebe, ki so mu blizu, ali po hobijih, po interesih. Potem ta oseba, član, se bo lahko vključeval na forumih, pisal zasebna sporočila, ali pa se bo lahko dobival z ostalimi člani v chatroomu, v klepetalnici. Skratka, dobival bo tudi sporočila o kakšnih dogodkih, ki se bo dogajali za samske ali pa na splošnih dogodkih za vse druge. Dobival bo tudi članke, zanimive in koristne. Naj to povem, da je kar nekaj prijavljenih tudi v drugih državah. Nemčija, recimo, nemško govoreče države imajo 3000 uporabnikov, Hrvaška ima 2000, tako da izbira je velika. Zdaj pa še posebnosti. Ta portal se bo lahko povezoval ne samo s katoliki iz naše države Slovenije, ampak tudi z vsemi katoliki iz drugih držav, ki so na prejšnji listi, se pravi, lahko vkljukaš. To je čisto prostovoljno. Se bo srečeval z Hrvati katoliki, Mačari, Avstrijci, Švicarji, Latvijci, Slovaki, Čehi. Pravi, izbira je zelo široka. Lahko iščete partnerja po kategorijah, se pravi spol, starost, kraj, okolica, višina, izobrazba, tudi po ključnih besedah, da se najdete preko hobijev ali pa različnih interesov. Bonus je tudi test pojemanja, ki vam bo še približal osebe, ki so vam v procentih najbližji. To pomeni ali v karakterju, ali glede prostega časa, ali vere, oziroma verskih tem, glede vere, vzgoje, spolnosti, se pravi, zelo razgiban test dojemanja, ki bo vam potem podal podatke, koliko in v kolikšnih procentih so vam te osebe najbližje. Še ena stvar bo dovolj informativna, hkrati pa formativna. Pisali se bodo članki, oziroma kaj stigo podajo članke, ki jih imajo samski, svoje vprašanje, ki jih imajo samski glede sami sebe, kako iskati partnerja, potem ali so dovolj izbirčni ali ne, ali so preveč, potem kako ohranjati in varovati moškost, ženskost, kako bolj zaupati in tako naprej. Stran bo plačljiva, vendar bo prvih 200 uporabnikov imelo prvo leto članarino zastonj. Stran se bo odprla 13.6., se pravi za 2 dni. Od 13.6. prvih 200 bo imelo zastonj prvo leto, kasneje pa za vse ostale pa bosta obstajala 2 paketa. Prvi paket bo za 3 mesece, kjer bo članarina 12 evrov, drugi paket pa bo za 12 mesecev in bo cena 30 evrov.
Sedaj bi se lahko, vsi, ki se registrirajo, se lahko aktivni ali pa pasivni člani. Pa si bi pogledali na hitro, kako izgleda profil pasivnega člana. Pasivni član pomeni, da ne plača članarine in ima omejen dostop do internetne strani. Lahko, ko se vpiše, takoj vidi, kdo so novi člani, kdo so dosegljivi za pogovor, kdo bo imel rojstni dan prihodnosti, moji všečki pomeni osebe, ki sem jih lajkal, ki sem jih všečkal, spodaj aktualne novice in prihajajoči dogodki. Izpolnil bo svoj profil. Še to. Te osebe na slikah, ki so vpisane, bodo imele zamegljeno sliko. Vi kot član, ki ne boste plačali, ker članarine ne boste videli čistih slik, samo zamegljene, zaradi varnosti. Vaš profil pa bo imel sliko, da drugi lahko videli. Pisali boste svoje osebne podatke, oziroma koliko boste želeli, da bi drugi izvedeli o vas. Lahko boste potem tudi iskali osebe po kategorijah, ki so vam najbližje in spet slike se ne bodo mogli videti, samo podatki. Obveščeni pa boste tudi, spremljali boste lahko forume, pogovore, ki jih drugi imajo, vendar se sami v forum ne boste mogli vključevati. Govorim samo za tiste, ki ne plačujejo članarine. In obveščeni boste o vseh dogodkih in novicah. Za tiste pa, ki so že poročeni, pa jih samo zanima, kaj je to CAT-STIC, pa bo na začetni strani informacije vse o nas, vsa pogosta vprašanja, kaj mediji piše o nas, kdo nas podpira, novice, prihajajoči dogodki. Vendar pa ne more vedeti, kdo so uporabniki. Stran bo zelo kvalitetna, vse kontakte boste, vsi, ki se bodo vpisali, bodo podatke zaupali samo nam, tako da bo vse zelo varno in anonimno. Tudi stran bo zelo enostavna, tisti, ki imajo manj izkušenj z računalnikom, ne bodo imeli težav. Hkrati pa bo resna. CAT-STIC ima v vsaki državi tudi svoj obraz, tako da tukaj v Sloveniji so dva obraza, to se jasnoča, in potem je zaročenec Kristjan. Kristjan je računalničar, jaz sem teologinja družine in zakona, tako da je kombinacija zelo zanimiva. Za vsa vprašanja pa sem vam vedno na voljo na office.catstic.si ali pa info.catstic.si. Hvala. Najlepša hvala, gospi Monici Magdič. Kaj o portalu CATSTIC.si menijo znani Slovenci in prijatelji, si lahko preberete v gradivu za novinarje, ki je na voljo tudi tam pri vhodu, kdor ga še nima. Sicer pa je danes z nami tudi gospa Marija Mavčec-Suša, ki že več let vodi skupine za samske Novo upanje v družinskem centru Betanija. Gospa Marija Mavčec-Suša, se nam lahko najprej poveste, kakšne želje in potrebe imajo vaši člani, torej člani skupine Novo upanje. Ja, dober dan, tudi v mojem imenu. Torej, tale skupina za samske, ki smo jo poimenovali Novo upanje, obstaja in deluje že 25 let v slovenskem prostoru. In v teh letih se je seveda napravilo veliko izkušenj, takih in drugačnih, posebej seveda z samskimi katoliki. Kakšne želje, kakšne pričakovanja imajo, to največkrat vidim oziroma slišim iz osebnega pogovora, ki to upravimo z vsakim od njih, potem pa tudi v srečanjih skupinah, kjer sami povedo, kaj pričakujejo, koga iščejo in tako naprej. Na prvi pogled si želijo to čisto vsi ljudje na svetu. Želijo si najti človeka, oni pogosto krat rečejo sorodno dušo, s katerim se bodo razumeli, ki jih bo razumel, ki jih bo znal poslušati, ki bo ostal zvest, ne glede na to, kar se bo dogajalo, ki se bo hotel poročiti, ki bo hotel imeti otroke. In pa seveda
želijo vsi to, vse tile, ki se pri nas oglašajo, da temu človeku, s katerim se bodo vključili, tudi vera nekaj pomeni. Čisto na kratko. Ja, lahko mogoče še kaj več poveste o tem, koliko so stari ti, ki so v skupini Novo upanje, je več fantov, je več deklet? Ja, vsekakor ves čas je veliko več fantov, veliko več moških. Kakorkoli naredimo, kakršnokoli reklamo, zmeraj se oglasi in tudi pride dejansko kar večji procent moških kot žensk. Vprašali ste me še, koliko so stari. Ja, koliko so stari, ja. Torej, pri nas smo tudi naredili neko omejitev časovno in sicer, recimo, zdaj je pri nas najmlajši član star 28 let, najstarejši pa, ampak to je zdaj že druga skupina, najstarejši pa 65 let. In kako dolgo vztrajajo v skupini, kako pogosto se dobivate? Mi se zdaj dobivamo, se dobivajo redno na srečanjih enkrat mesečno. To so taka srečanja, kjer sem tudi sama prisotna in to nekako vodim in spremljam. Sicer se pa dobivajo še čisto samo iniciativi na nedeljskih izletih, potem na druženjih, včasih gre kakšna skupina tudi skupaj na morje, ker še gledajo skupaj dopust. Skratka, to je vse potem prepuščeno v njihovi samo iniciativi. Poleg srečanja pa se mi zdi tudi zelo pomembno, torej poleg teh mesečnih srečanj so pa zelo pomembne tudi duhovne vaje, oziroma mi rečemo temu duhovni vikendi, ki so pravzaprav nadgradnja teh srečanj, kjer vse tisto, kar smo čez leto si podelili na osebnih srečanjih oziroma srečanjih skupine, se nadgradi skupaj s pomočjo kakšnega duhovnega voditelja, ponavadi je to duhovnik, ali pa kdo, ki že dela tudi na področju zakonske in družinske pastorale. In koliko časa recimo obiskujejo skupino Novo upanje? Ja, to je pa zelo zanimivo vprašanje. Na začetku smo rekli, da največ 2 leti. Potem se je večina članov tega tudi držala in so po 2 letih, če niso nikoga našli, se poročili iz skupine odšli. Vendar so potem naredili neko pauzo in ponavadi čez kakšen čas, spet ne vsi, prosili, če lahko pridejo. In tudi take povratnike potem sprejemamo. Zdaj v zadnjem času že mogoče 5-6 let, odkar je tudi kriza v državi večja, je tudi pri nas fluktuacija večja. Tako da nekje spodbujamo jih, da pridejo vsaj na 6 srečanj, vsaj na 6 zaporednih srečanj, kjer tudi vse člane, vse tiste, ki so bolj resni, lahko srečajo. Mogoče še, če poveste, na kaj se v tej skupini, na teh srečanjih osredotočate? Čisto na kratko, struktura naših srečanj je taka, da je na začetku molitev, neka duhovna misel, preberemo iz Svetega pisma odlomek, si malo podelimo to. Potem pa je zmeraj tudi, mi temu rečemo, impuls referat, oziroma neka nosilna tema večera, ki se seveda nanaša na zakonsko življenje, na odnose. Velikokrat, torej v glavnem to pripravljajo člani sami, včasih tudi povabijo kakšnega zunanjega sodelavca. No in potem je en določen čas srečanja posvečen tudi srečanju, mi rečemo, na 4 oči, kjer se lahko z vsakim, s katerim ga sam izbereš, pogovarjaš po 5 minut. Če ti je bil simpatičen, potem to lahko nadaljuješ v drugem delu srečanja, ki pa ima bolj neformalno obliko, bolj druženje in tudi takrat prostor zamenjamo, gremo v klubske prostore. Kolegice in kolegi, novinarke in novinarji, če imate še kakšno vprašanje za gospo Mojco ali za gospo Marijo, kar korajžno na plan izvolite postavite. Drugače pa bi jaz vprašal gospo Mojco, zakaj ste se odločili portal v Sloveniji zagnati 13. junija, torej čez 2 dneva? Ja, čez 13. Ja. To je zelo slišal. gledalci. 14. junij je eden izmed večjih praznikov v mesecu juniju, glede svetnikov
Antona Padovanskega, italijanskega svetnika, ki je zavetnik zaročencev, zaljubljencev, poročenih. Mnogi v Italiji celo romajo v njegovo katedralo na grob, naj jim izprosi dobrega moža ali ženo. Hkrati pa je tudi točno 10. obletnica obstoja Kat-Trefa v Avstriji, tako da Kat-Tref obstaja 10 let in Slovenija je 10. država, ki se je priključila tej mednarodni iniciativi. To je posebnost. Tukaj ste zapisali, da sta se na Madžarskem prva para poročila, še preden je portal zabeležil prvi rojstni dan. Imate take pričakovanja, da ni? Ja, vsekakor. Zanimivo je to, da pari se resnično najdejo. Mnogi zadnjo zgodbo, ki sem prebrala na hrvaškem, ker portal obstaja tudi v hrvaškem jeziku, kjer lahko tudi tisti, ki nismo uporabniki, verjamo te zgodbe, zapišejo in rečejo hvala, da obstajate, ker ste, ne bi si nikoli mislili, da človek sploh obstaja, lahko si podeliva marsikaj, nasplošno en velik pozdrav pa zahvala, da to možnost obstaja, ker to je v bistvu nekaj vrste servis, omogočanje parom, da se jim olajša srečevanje novih oseb, novih ljudi, tako da vsekako tudi mi pričakujemo lepa prijateljstva, pa nove ljubezni, poroke, otroke in tako. Mogoče ste že nekaj omenili, ampak vseeno, kako boste, oziroma kako je na portalu prepričano, da bi prišlo do zlorab, da bi kdo zlorabil te podatke, oziroma prišel do kakšnih podatkov, ki je prav, da jih ne dobi, oziroma ne pride do njih. V prvi vrsti najprej nekako računamo na iskrenost. Ko se prijaviš, moraš obkljukati sem samski, katolik in se želim cerkvene poročiti, oziroma sem zmožen cerkvene poroke. To je prva stvar.